Lep večer, pozdravljeni, dobrodošli. Danes se odvija že druga oddaja poučne serije Popotniški snap, ki se bo na današnji večer vrtela okoli teme popolnega popotniškega selfija. Torej, za tiste, ki ste danes prvič z nami, Popotniški snap je popotniška serija, ki poteka vsaka 2 tedna v četrtek zvečer. Z vami sem Tilen Nipič, moderator in prostovoljec pri nevladni organizaciji imenovani Popotniško združenje Slovenije, ki pa deluje v okviru še večje organizacije Hosteling International. Naša glavna naloga je povezovanje hostlov po Sloveniji in spodbujanje mladih k potovanju in odkrivanju sveta. Prav tako pa za vas v spletni obliki izdajamo revijo Globetrotter, ki je polna popotniških informacij, pa tudi nasvetov naših prostovoljnih novinarjev. Vsebine si pa lahko ogledate na spletni strani združenja. Današnji dogodek poteka tudi v sodelovanju s partnersko organizacijo Mladi Maribor. Kot pa vidite, pa se nam je pridružila tudi nova gostja, prav tako prostovoljka in svetovna popotnica Sandra Staniša, ki bo predstavljala in z nami razpravljala o ustvarjanju fotografije na potovanju in nam predstavila veliko trikov za ustvarjanje selfijev, ter tudi svojih izkušenj, ki jih je doživela. Sandra, pozdravljena. Živjo, pozdravljeni, me veseli, da ste me povabili sem, da mečkam poklepetamo o popotniški fotografiji. Torej, za tiste, ki me še ne poznate, jaz sem Sandra, evo tukaj je še en član našega popotniškega trija, preden ga pošljem nekam drugam, da vam predstavim. Tretji član, to pa moj mož, pa manjka, torej ni skupaj od danes manjka, samo danes na video. Torej, mi ustvarjamo en tak popotniški avanturistični blog Potepuha na Frnikoli oziroma Blue Marble Vagabonds, dvojezični blog, že nekaj let in v bistvu najbolj aktivni smo bili takrat, ker smo se z Bojanom odpravili na enoletno poročno potovanje okrog sveta, okrog Frnikole. Potem, zdaj pa vse veste, na zadnjem letu 2020 pa bolj malo ne potujemo, smo pa bolj, kakor se da okrog z našim kombijem in pa se pač potepamo tudi s kolesi. Blog je majčkeno manj aktiven v zadnjem letu, ampak je pa zato precej materijala iz prejšnjih let gor. Sem pa takole še malo aktivna tudi kot prostovoljka popotniškega društva Slovenije. Tako da ja, danes pa sem z vami, da malo poklepetamo o popolnem popotniškem selfiju, čeprav popolnjen je tako. Mečken, mogoče pretirana beseda, dajmo reči zabavnem popotniškem selfiju, ki pa to ni. Torej, Tilen, bova kar začela? Najbolje je, da kar začnemo, jaz pa vas, gledalce, pozivam, da kar svobodno postavljate vprašanja in komentarje, na katere bomo odgovorili med potekom predstavitve. Se vam pa vnaprej oproščamo, če na vse ne bomo uspeli odgovoriti. Sandra, ja, zdaj pa izvoli, beseda je tvoja. Ja, torej, ja, kot je Tilen povedal, seveda, karkoli vas zanima, tudi če ni direktno povezano z popotniškim selfijem, lahko napišete spodaj komentarje, pa bomo poskusili odgovoriti. Torej, ja, mogoče preden sploh govorimo o tem super popotniškem selfiju, ki pa to ni, bi mogoče rada povedala to, da pravzaprav selfij ni čisto nič narobe, ne. Dostikrat je pač pomembno, najbolj pomembna je tista kamera, tisti fotoaparat, ki ga imaš v nekem trenutku s sabo, ne. In ne vem, morda kot pač pride, pride nekega čarobnega, edinstvenega trenutka, ne, in pač želiš tisto ovekovečiti, je super, če potegneš iz žepa telefon, se nasmehneš, ne, in karkoli pač je za tabo in v bistvu nastane fotografija, ki pač ima nek poseben spomin, ne. To ogromno takih, tudi mi dva imamo ogromno takih, meni se jih je v teh, ne vem, letih, odkar potujem, nabralo en kup, ne, in te so pač na nek način ful pomembne, ne. Ampak včasih pa, mogoče, ne bom rekla samo bolj punce, pa dostikrat punce, ne vem, ni čisto, ampak si pa želimo pač, ne vem, tudi na koncu imeti kakšne lepe fotografije, ne, take, ne vem, da jih pokažemo mami, pa prijateljem, pa da jih damo v album ali pa na steno, ne. In takrat je pač, se začnemo razmišljati, kako pač se fotografirati na potovanju samega sebe, ne, tako da pač ne bomo tiščali roke v kader oziroma selfie palice. In o tem danes pač klepetamo. Ker lahko začnemo. Se pravi, ja, prva točka, ne, v bistvu taka, najbolj enostavna je, ponavadi ne potujemo sami, ne, imamo nekoga s sabo, ali so to naši starši na začetku, naši prijatelji, sorodniki, kakorkoli, fant, žena, ne, z nekom pač potujemo in najlažje je, če pač njega ali njo prosimo za pomoč pri ustvarjanju našega selfija, ki to ni.
Zdaj, kaj je najbolj pomembno, če pač želimo na koncu imeti neko dobro fotografijo, poleg tega, ne, da pač, ne vem, upoštevamo, ne vem, mogoče osnove fotografiranja ali pa fotografiramo zjutraj pa zvečer, ne, ampak to so bolj tako stvari povezane direktno s fotografijo, ampak najbolj pomembno je, da si mi zamislimo, kak bi rad izgledi na fotki, ker drug pa navad ne ve, ne, in meni se je na začetku dostikrat, ne vem, dogajalo, ko sem recimo z Bojanom začela potovati, da, ne vem, sem imela odrezane kakšne gležnje, pa del roke, pa da sem, ne vem, pa da sem rekla, da prosim, če lahko me slika oddaleč, pa je kar naenkrat sem bila samo jaz na sliki, ne. In v bistvu pač pomembno je, da poveš, kak si želiš, da bo fotografija izgledala, ne. In s časoma, ne, z malo vaje, pa z mogoče dostikrat na začetku s precej ponovitvami, ne, se potem pač stvari izboljšajo, ne. In recimo tele 3 moje fotke tlele, ker so ta ena izmed takih, ki so mi precej všeč in vse je posnel Bojan. Tako da z vajo se da priti do dobrih selfijev. Potem, če pa ne potujete s kom drugim, se pravi, če potujete sami, ker solo potovanja so pravzaprav tudi super, ne, je pa seveda najbolj preprost način, sploh, ko potujete mladi, se mi zdi, pač dostikrat gremo v hostle, ne, kjer se pač družimo z, ne vem, zvečer z ostalimi popotniki, ne, to so ponovadi tako se prijateljstva se dostikrat skejo, ali pa se samo pogovarjaš, ne, nek čvekaz zvečer in rečeš, jaz grem pa pogledat jutri, ne vem, tisto stvar, ali pa grem na tisti hike. In potem, sigurno najdeš nekoga, ki reče, hej, jaz grem tudi, ne, gremo skupaj, ne, se ne poznate, ampak naslednji dan se pač odpravite na neko turo, nekaj pogledati skupaj. In seveda ne, seveda boste fotografirali en drugega, ne, in to je tudi najlažji način, da pač na koncu dobiste kakšno lepo popotniško fotografijo. Midva sva recimo na tem zadnjem potovanju, ki sva bila 6 mesecev preživela tudi na drugem Južni Ameriki, smo se spoprijateljili še z enim parom ameriškim, ki smo se čisto slučajno srečali in smo na koncu večino časa prepotovali skupaj, ne, in seveda smo pač, se smo slikali drug z drugega dostikrat, ne, tako da na koncu v bistvu smo imeli pač zaradi tega tudi tako dosti lepih luštnih fotografij parov, ne, in včasih se pa zgodi, ne, da v bistvu tudi, ko te drugi fotografirajo, da pravzaprav dobiš še kakšne take nepričakovane fotke, ne, recimo ena taka zelo luštna, ki pač je meni ostala v spominu in sem jo dala tlele, ne, na tole prezentacijo, je, ko smo šli na en tak hike, ki se je začel v sončnem ali pa malo oblačnem vremenu in se je potem nadaljeval v dežju in na koncu nas je na vrhu, ne, po nekaj urah ujel pa snežni vihar in bo dosti slabš, kot le zgleda na slikah. In smo pač prosili, dajmo samo 5 minut bomo gor, še tisto ne minutko, dajmo samo eno fotko narediti, ne. In Bojan je blazno zeblo in je imel prepoteno majico, je rekel, da se mora sprovleči, da bilo je grozno mrzlo. Prijatelj je vzel fotoaparat v roke in ne, jaz sem rekla, da hočem eno lepo fotografijo za na steno, no potem pa je nastala tudi spodnja fotografija, ne, kjer pač Bojan zmrzuje v snežnem viharju. Ampak je na koncu tako, ne, tak zelo lep spomin je, ne. Tako da ja, pač poprosite pač popotnike, ki jih srečate v hostlih, ne, pejte z njimi skupaj, se pravi, mogoče sknejo, verjetno boste pač dobili tudi prijatelje, ki jih boste še kdaj drugje obiskali, ne, tako da ne bojo samo fotografije, ampak boste še kaj drugega dobili od tega. Verjetno ko potem gledaš stare slike za nazaj, si verjetno bolj veseliš, oziroma rajši pogledaš tisto, ko je spodletelo, oziroma spodletelo v narekovajih. Ta spodnja, ne? Ja, tako, ja. Mislim, super sta obe dve slikce, ne, za zgornjo bi izbrala, ne vem, ali pa sem najbolj izbrala, da ne spomnim za kakšen blog, ne, ki sem ga pisala, ali pa bi jo dala v album, jo dala v okvir, ne. Spodnja pa je, ko jo pač pogledaš, mogoče imaš nekje na računalniku, ampak se točno spomniš, kaj se v tistem trenutku zgodilo, ne, in take ponesrečene fotografije so ponavadi najbolj zabavne in največ spominov prigličajo. Ja, najlepše spomini so ravno takšne, ja. Tako da, ja, zdaj bom, sam trenutek, nadam naprej s tole svojo prezentacijo, evo. Se pravi, kaj pa, če vseeno pač, ne vem, mogoče pa si mečkem bolj introvertiran, jaz to razumem, ne, ali pa si mogoče mečkem bolj sramežljiv, pa pač se mogoče ne podružil s popotniki, ne. In pač rajši raziskuje stvari sam. Tudi okej, ne. In
še vedno, ne, če si pa želiš, ne vem, nekam prideš, ne, neka stvar ti je všeč, želiš si tam svoj spomin, ne želiš narediti selfija, je najlažja stvar, da si pač preprosto, če nima, lahko vprašaš za pomoč vodiča, če si slučajno na turi, kjer je seveda tudi zelo pomembno, mogoče sem tudi prej pozabila omeniti, tudi te druge popotnike ali pa vodiča, ki prosijo za fotografijo, je fino, ne, če ti sam prej nastaviš stvari. Se pravi, če nastaviš nastavitve na fotoaparatu, ker ti najbolj poznaš svoj fotoaparat, sploh če je majčkeno bolj kompliciran. Če uporabljaš samo telefon, je mogoče majčkeno lažje, ampak tudi takrat najboljše je, da vzameš telefon v roko, ga postaviš točno tja, kar želiš in rečeš, poglejte, tule pritisnite gumb in na koncu potem dobiš eno super fotko. Zdaj seveda pač ne, če pač prosite, ne vem, vodiča ali pa koga drugega popotnika, ne, je pač odpade mogoče ta verzija, da pač vas bo čakal 2 uri in naredil 20 poz. To je pač fino vzeto za kup, ker morda si vsak ravno ne želi fotografirati, mu ni prijetno tam čakati, ne, da se bo tebi zdelo, da pa res perfektno zgledaš. Ne. Tako da pač takrat moraš mogoče majčkeno znižati standarde, pa si reči, ok, je tudi super, ne, in še vedno pač boš imel lep spomin. Mogoče ne, še en nasvet tukaj, če pač potuješ čisto sam, ne, in pač bi rad, da te nekdo fotografira, je pač dobro se majčkeno pač ozreti, pa malo po pameti presoditi, ne, ali je tisti pač, ne vem, popotnik, pač je varno, da mu ti daš svoj telefon ali pa fotoaparat v roke, ne. Vse običajno pač večkrat potuješ, ne, lažje pač prepoznaš tudi ostale pač popotnike. Zdaj, ne, sploh, če ima kakšen ta velik fotoaparat okrog vratu, ne, potem je skoraj 110%, da pač ne bo šel s tvojim fotoaparatom, ne. In kaj je potem tudi dobra stvar, ne, skoraj vedno pač, ko pride do te interakcije, potem tudi pač je lepo, če tudi ti njemu ponudiš, hej, ne, a te pač jaz fotografiram tudi, a ne, in pač imate potem oba dva en tak spomin. Recimo tukaj smo, tukaj tele fotografije na temle slajdu so iz enega najljubšega kraja v Mehiki, iz Oaxake, kjer je v bistvu, sva se nekaj hecala z Bojanom, ne, in so pač gospodične pristopile do naju in naj pač vprašale, če pač želiva eno fotografijo, ne. In seveda potem nisva komplicirala, ne, nekako jim pač ni uspelo narediti tisto, kar sva hotela, ampak na koncu so jih spet ujele neke spontane trenutke, ko sva se midva zabavala, ne. Medtem, ker jaz sem se pa pač precej potrudila, ne, tako da mislim, da ta izmenjava je pač bila potem obojestranska, ne, tako da tu so pač tudi potem en taki dušni spomin. No, pa nisem vedela, da me Bojan fotografira, kaj jih fotografiram. Ja, po mojih izkušnjah pa so glih ravno tujci, oziroma tiste, ko sem zaprosil, da mene slikajo, pa s tistim, ko sem potoval, so se dejansko bolj potrudili za slike, oziroma zato, ker pač vseeno neznanec se bolj potrudi, da ja ne bi naredil kaj narobe, ne, tako da jaz imam pozitivne izkušnje, vse, čeprav so to ni zdaj pozitivno, negativno, vsaka slika bolj predstavlja nekaj posebnega, tako da, ja. Ja. Mislim, mogoče je tudi odvisno od tega, koliko si da bom rekla, perfekcionista, ne, kar se tiče tega, kakšno fotografijo si zaželiš, ne vem, mogoče smo tukaj spet punce majčkeno bolj, ne vem, kako se temu reče, pa si pač mi zamislimo, ne, kaj bi rade imele, ne. Jaz sem sicer ugotovila, da nisem niti v tisti skupini, ki zelo komplicira, ne, ker se sploh pač, ko nekaj časa potuješ, ne, in ti je na koncu pač si tako zelo hiter pri tej in se v bistvu bolj osredotočiš na tiste trenutke, ki so na potovanju, kot pa na samo fotografiranje, ne. Razen, če pač se namenoma odpraviš na kakšen fotopotep in bolj tako se lotiš fotografije, ne. Tako da ja. Jaz pa sem tisti skupini, ko kompliciramo, tudi ko jaz ko potujem, pa navadi vedno punci rečem, pazi, da še enkrat, tako da moje traja fotografiranje, ko smo skupaj, pred kako znamenitostjo, pa kaj, pa ko sem sam tudi po 10 minut, tako da, ampak se držim tega, da tudi nepričakovane slike, oziroma tiste, ko nisi zdaj pripravljen, so tudi lepše včasih, ne, tako da. Ja, vsekakor so, ja, mislim, ja, zanimivo je, da si to povedal, ja, jaz mislim, tako je, zabavno je biti v obeh takih pozicijah, se mi zdi, ker pač jaz recimo, jaz sem se zelo navadila hitro pač fotografirati in se postaviti, ker recimo Bojan ima potrpljenja s tem, da bi me fotografiral, ne. In potem sem si mislila, pa saj sem ful hitra, pa zakaj, ne, pa lahko se malo potrudiš, ne. Potem pa mogoče jaz grem s kom drugim, ker pa si v bistvu ful več časa vzame za fotografiranje in potem sem jaz tako, kaj zdaj lahko počnemo kaj drugega, ne.
Ja. No, pojavilo se je tudi eno vprašanje od Mateja, torej se je že kdaj zgodilo, da ti potem vzamejo telefon? Oziroma, da ste Ne, to se mi, hvala Bogu, še ni zgodilo. Se pravim, no, mogoče, ko sem začela potovati, ker sem bila tudi dosti mlajša, pa to sem pač dosti bolj pazila, ne, do koga. Mogoče sem res bolj pristopila do vodiča, ali pa ne vem, do kakšne družine z otroki ali dveh upokojencev, ki pač ne more tako hitro teči, ne, če smo čisto odkriti, a ne. Ker pa, da bi pač ne vem kogarkoli, ne. Sploh ne vem, v kakšnih večjih mestih, morda pač tretjih držav in tega, ne, se pač, ja, dejansko ti z nas zgodi, da bi pač, ne vem, nekdo od domačinov tako pristopil do tebe, hej, te lahko fotografiramo, pa tako, ampak ponavadi, mislim, razviješ tisti šesti čut, ki vidiš, da mogoče, ne vem, da zadeva malo sumljiva, pa pač ne daš kar svojega telefona ali pa fotoaparata kar tako iz rok, ne. Tako da tukaj res mogoče najboljše to, da pač mečken tako opazuješ najprej, pa potem pristopiš do osebe. Ali si pa pripravljen, da letiš za njim, ne? Tako da. Ja, vsekakor, ja. Odvisno, koliko si dal za telefon. Če nosiš tistega za 5 evrov s sabo, potem mogoče ni toliko panike. Če pa je tvoj telefon in fotoaparat in vse v enem, kot je zadnje čase pogosto, pa ja, vsekakor. Upam, da hodiš v supergah. Ja. Tako da ja, potem nadaljujemo. No, in potem na konec koncev ne rabiš kogarkoli prositi, ne. Lahko pa v bistvu postaneš sam mečken kreativen, ne, in uporabiš bližnjo vejo, bližnjo ograjo, daš fotoaparat na tla in se slikaš iz žabje perspektive. V bistvu na tak način tudi nastanejo pač, ne vem, neke zanimive fotografije iz določenih krajev, ne, iz določenih trenutkov, ker, okej, morda nisi čisto cel na fotografiji, ne, ampak ne bom rekla, da ravno dobi nek umetniški pridih, ne, fotografija, ampak je pa tako, pač unikatna in v bistvu pač tudi naredim tako, malo razbije to monotonost, ne, da pač nismo na vsaki fotografiji, ne stojimo, ne, se objemamo, gledamo fotoaparat, jošt, ne, ampak v bistvu pač nastane še kakšna druga fotka, ki pa je tudi lep spomin. Recimo mogoče, eno sem dala tlele, ker mi je zelo všeč, ker je blazno bila nepričakovana in sicer na Tanke stojiva pod zvonom. To sva se fotografirala na vrhu enega zvonika v Nikaragvi. Nisva imela s sabo stativa in sva pač položila kamero na zunanjo ograjo in v tistem, ker sva se pač, ne vem, sva nastavila stvari in sva hitro želela fotografirati, ne, je začelo deževati, takoj se je ulilo, tako iz nikjer, ne. In v bistvu potem, ker sem jaz pač fotografije doma pogledala, sem ugotovila, da pač seveda ne, kapljice so šle na lečo fotoaparata, ne, in na koncu so nastali taki lepi obročki oziroma mehurčki na sliki, ne, ki mi je zaradi tega pač posebej všeč, ne, kljub temu, da pač ni popolna fotografija. Ja. No, tu se je pravilo vprašanje od Dušana. Velikokrat se zgodi, da so na določenih turističnih točkah ljudje, ki čakajo na turiste, da jih fotografirajo. Se vam je že zgodilo, da so bojo fotografirali in na to zahtevali plačilo? No, to vprašanje se nanaša na prejšnjo točko, ampak vseeno bomo zdaj odgovorili. Ja, ne, to se mi še ni zgodilo zaradi tega, ker sem precej trmasta na potovanju, tako da pač, kaj to pomeni, da zelo pazim, kaj se dogaja okrog mene, ne, tako da pač, če vidim, da kdo sil vame, da bi me pač želel, sploh če tako, sem rekla, če tako mečken sumljivo mi deluje, ne, in kar pridejo in hočemo te fotografirati, ne, in mi ne delujejo kot ostali popotniki, mogoče kot nek turistični vodič, ali ne vem, potem v bistvu pač tudi odklonem, ne, niti ne dam fotoaparata iz rok, ne. Je pa to sploh v turističnih središčih, v turističnih, ne vem, mestih, kjer so pač ne bolj oblegana, je v bistvu to zelo pogosto, ne, tako da pač ja, dejansko pač pridejo do tebe in ja, te želimo slikati, ne, mogoče imajo celo svoj profi fotoaparat, ne, ali pa pač sam prosijo za tvojega, ne, in potem pač zahtevajo plačilo in lahko pač, ja, ker pač je to nek način, ne vem, njihovo delo, njihovo zaslužek, ne, lahko pač v nekaterih primerih pač postanejo tudi mečken, ne vem, nesramni, nadležni, ne, tako da to so pač en take stvari, ne, ker pa jih moraš na potovanjih biti pa vse en mečken pozoren, ne. Se pa nam ni se mi še tega zgodilo, ja. Torej, ja, mogoče še ena beseda tukaj le samo, recimo, ne vem,
pri meni ne so na tej fotografiji nastale neke kapljice, ne. Mogoče včasih, ne vem, ker razmišljaš, kako bi sam sebe fotografiral, in mogoče tako razmišljaš tudi mečken izven okvirjev, ne. Recimo, mogoče si na plaži, pa ne vem, postaviš fotoaparat ali pa telefon na tla za školjko, ali pa ne vem, ali pa na drevesa med veje, ne, in v bistvu pač potem, ker dobiš ene take različne kontraste oziroma različne teksture zraven fotografijo, lahko mogoče to narediš še bolj zanimivo, ne, in dobiš neko unikatno fotografijo, svoj selfie, ki to ni, ne. Tako da pač, ja, to vam pač polagam na srce, če pač želite imeti neke posebne fotografije, pač fino včasih mečken tako malo kreativno žilico vklopiti tudi, ne, in si pač vzeti čas. Tega seveda ne početi tam, kjer je pač milijon ljudi, a ne v gneči. Tako da, ampak je fino pač tam, kjer ste pač mečken bolj na samem. Mogoče, ja, tale izmed fotografij, no, ki je tlele v zadju Torres del Paine, je mogoče ena izmed najljubših mojih. Inspiracijo sem dobila na Instagramu od kolegice, ker je to slikala podobno fotografijo nekje na plaži, ne, in ker sem bila na vrhu hajka, ne, to je Torres del Paine, največji, najbolj znan nacionalni park v Čilu. In ker se pač na koncu se potem pač nisva hotela preveč se slikati, ker so se vsi samo slikali na vrhu, ne, in sva zato na hitro naredila 2 fotografiji, ne, eno, ker sva se objela, tisti tipični selfie, in eno tako mečken drugačno. No, potem pa pridemo v bistvu do točke, ki pa, ja, mogoče ne, je moja najljubša, no, pa da vam predstavim mojega najljubšega sopotnika, ne, na popotovanjih, to je pa pač stativ. Jaz moram reči, da si potovam brez njega sploh ne predstavljam več, in je v bistvu po moje najbolj uporabljena stvar na potepanjih, kjerkoli pa, če greva skupaj, ali pa če grem jaz kamkoli sama, ker pač dejansko pač ni uporaben samo zato, da lahko pač narediš kakršne koli fotografije, ne, samega sebe, tako zelo kreativne, zelo lepe, ne, ampak lahko, mislim, ga uporabljaš tudi za druge stvari, kot so, ne vem, za fotografiranje, ne vem, recimo slapov, da dobijo tisti učinek mleka, ali pa nočno fotografiranje, ne, se pravi, kjer je pač pomembno, da pač fotografija nastaja, ne, nekaj sekund do več sekund. Kaj sem hotela reči pri stativu, ne, je, da v bistvu je pač fino, da se ga pač mečken navadiš, mogoče preden ga pač vzameš s sabo na potovanje, ker mogoče, ko ga prvič kupiš, a ne, boš porabil, ne vem, mogoče 5 minut, da se ga boš tam skupaj, ne, dal na razen, pa fotoaparat si gor postavil, in v bistvu pač vzame časa, ne, in potem, ko se pač mečken zvrziraš, a ne, pa lahko v tem pač postaneš tako izjemno hiter. Zdaj, kaj je pač, ne vem, ni nujno, mogoče to najprej, da povem, sploh ni nujno, da je to nek drag fotografski dodatek, a ne. Midva sva recimo na tem potovanju imela en stativ, ki mislim, da je bil, ne vem, 30 € in je bil z nama leto in pol, potem sva ga čisto uničila, kar pomeni, da se je vlačil na hrbtnikih, padal po tleh, stopila sva nanj prevečkrat, pa je bil vse zelo zdržljiv in je čisto lepo zdržal tudi pač večji fotoaparat, ne. Zdaj imava sicer mogoče mečken boljšega, pa še mečken manjšega, ampak v bistvu se da tako zelo s takimi preprostimi in poceni stativi v bistvu lahko dosežeš enak učinek. Mogoče, če ne uporabljaš fotoaparata, tole vam lahko pokažem, sem ravno zadnjič naročila, tako malo, ne, tole, ki izgleda kot selfie palica, ne, ampak v resnici ima takšne nogice, takole, ne, in se pač raztegne in daš gor, to je pa v bistvu za telefon, ne. Tako da recimo, jaz to uporabljam, če greva na kakšno kolesarsko turo ali pa, ne vem, hoditi, kjer pač ne želim svojega velikega fotoaparata nositi s sabo, in potem v bistvu pač je tole v bistvu taka prikladna stvar za hitro fotografijo, če jo pač želiš narediti in nimaš neke primerne trdne podlage, recimo, ne. Seveda je isto pri stativu, ja, ker sem napisala pač pomembno to, da daš oči na peclje, se pravi, mogoče se nalotiš fotografiranja z pomočjo stativa, kjer je gneča, se pravi sredi centra velikih mest, kjer je pač največ turističnih znamenitosti, ali pa vsaj, če si pač odločil za to, ne, se mogoče, ko postane zvrziran, si tudi res hitro lahko naredi fotografija, ne, ampak takrat saj malo pogledaš okrog, ne, preden stopiš stran od stativa, si bližje in nastaviš vse stvari prej, tako da pač se potem lahko pač takoj
Zdaj, a lahko imaš ta tako imenovani, se ne vem, kako se reče v slovensko, remote control, ne, se pravi, da klikneš, ne, in fotografira. Praktično vsi fotoaparati imajo pa tudi v bistvu na voljo to funkcijo samosprožilca, ne, kjer lahko, sploh če si pač želiš iti mečken dlje od fotoaparata, si pač imaš potem nastavitev 2, 5, 10 sekund, tako da se res lahko namestiš, ne, počakaš in te pač fotografira. Ja, to je najpomembnejše, da si vzameš čas, ne? Tako da moraš biti strpen. Pojavilo se tudi eno vprašanje, torej to je zanimivo vprašanje, se je kje zgodilo, da so vam zasegli telefon, da je bilo prepovedano fotografiranje mogoče? Ne zgodi, da bi nama zasegli telefon ali pa kamero, ne, je pa marsikje pač fotografiranje prepovedano. Dostikrat se zgodi tudi recimo, da prideš v kakšno, ne vem, recimo v Mehiki, mislim, da je bilo to pogosto, ko so bile te arheološke ruševine, ne, piramide in razvaline in naprimer, ko si prišel na neko arheološko območje, je bila, ne vem, stopnina tašna in tašna, ne, neka vrednost, potem pa, če si želel fotografirati zraven, je bila stopnina višja, če si pa želel snemati, ne, ali pa uporabiti stativ, je bila pa sploh visoka, ali pa si se moral naprej naročiti in prositi za dovoljenje, ne, za uporabo stativa sva dostikrat to ugotovila, no, tako da potem je bil čas, da pač narediva fotke brez stativa, ne. Tako da zasegli nama nikoli niso, ker pač vse en pač mečken paziš, tu pa tam sem recimo tudi kaj mogoče kakšen hiter filmček s pomočjo GoProja za kakšnih par sekund posnela tudi na takšnih lokacijah, ne, ampak se pač vseeno paziš, če pač je nekaj izrecno prepovedano, sploh če so kakšne kazniki omenjene, se pač tega vzdržiš, ne, in pač narediš fotografijo na kakšnem drugem kraju, ne, se konec konca se gre v bistvu za spomine in ne toliko na koncu za tiste stavbe ali pa jezera, ki so za tabo, ne. Ja, vse na koncu se take fotografije večinoma prepovedane samo v muzejih, pa galerijah, pa kakšnih katedralah, tako da ja, dokaj ne, pač na skrivaj ne smemo podpirati, to ni ravno pravilno, tako da se treba držati pravil. Ja, najboljše je, jaz sem vedno, Bojan vedno pravi, da sem jaz čisto preveč upoštevam pravila, ampak jaz se tako najboljš počutim, tako da jaz svetujem vam isto. Ok, mogoče še, ja, potem, zdaj naslednja, en tak upgrade, ne, če rečemo od fotoaparata, kjer lahko narediš fotografije iz drugačne perspektive, so pa seveda tudi droni, ne, v zadnjih letih precej popularni. Midva ga sicer žal nimava, še vedno ne, mogoče tudi zdaj, pač, mogoče na začetku bo to zelo super popularno, ne, tako, tudi jaz sem si ga zelo želela imeti, ampak zadnje čase pa, kar je pomembno, ne, če pač imaš dron ali ga pač želiš kupiti, je to, da se moraš zavedati, da so pač pravila vedno strožja, ne, torej marsikje ne smeš spustiti drona v zrak, se fotografirati ali snemati z njim, ne, in v bistvu kazni so kar visoke, ne. Je pa v bistvu lahko, sploh ne vem, takole iz kakšnih daljših, recimo, če je fotografija nekje odgledne, da si na plaži, na tleh ali pa na kakšni cesti in slikaš, ne vem, gozd od zgoraj, se lahko v bistvu tako zelo lepe pa inovativne fotografije, ne, nastanejo, ne, kjer si pač tudi ti na njih, ne. Seveda sam pač moraš vzeti v zakup, da je pač potrebno paziti na pravila, ko uporabljaš dron. Aha, tukaj se je pojavilo vprašanje od Klare. Ali so te kdaj domačini opozorili med fotografiranjem, da se nevede obnašaš nespoštljivo? Na primer, da kipo bude, ne smeš kazati hrbta in podobno? Ne, tole v kipu bude sem vedela, ampak ne, v bistvu, ne, to pa ne domačini, to je bolj Bojan. Tako da preden po moje pridejo domačini do mene, je tukaj Bojan, ki reče, Sandra, tukaj ne smeš, ni fajn, da fotografiraš, no, ne. Meni se včasih zdi, da vem, bi mogoče, ne vem, se mi zdi kakšna narodna noša, ki jo ima, ne vem, gospa v neki državi, ne, ful všeč, pa bi jo fotografirala v hrbet, nikoli ne obraz brez dovoljenja, ne. Pa Bojan, ne, me pokomolči pa reče, ne tega početi, ne, kaj če bi prišel in nekdo tebe fotografiral, ne. Ali pa pač v kakšnih, ne, muzejih, pa to v bistvu pač poskušam. Tako, jaz sem tudi zelo radovedna, ne, tako da pač, ko sem nekje, ne, nisem nek dober planer, ampak ko sem nekje, pa ponavadi sem na internetu, ne, in preberem pač, ne vem, kakšne so navade, zelo me zanimajo kulture in te, ne, in tako da pač sem v bistvu pač na nek način seznanim s tem in potem tudi ne fotografiram mogoče stvari, ki pač niso primerne ali pa na način, ki pač bi bilo žaljivo do kogarkoli. Ja, potrebno se je prej pozanimati, preden greš, to je pomembno, ja. Če ne pa
je Bojan tvoj moralni kodeks. Tako nekako, ja. Včasih mu pa rečem, pa jaz bi si res želela imeti to fotografijo. Ne, ok, to pa ne. Ja, no to so bile te glavne točke, ki sem jih pač želela predstaviti, zdaj pa mogoče se sam tako nekih takih mehnih trikcev, ne trikcev, ampak ja, ki se jih pač dostikrat, ne vem, poslužujem, in sicer pri uporabi recimo stativa, ne, ali pa če imate pač fotoaparat na kamnu, je enako mogoče, lahko v bistvu zaporedno fotkanje pride precej v pomoč. Se pravi, zaporedno fotografiranje, to pomeni, da dejansko nastaviš fotoaparat, pa mislim, da imajo celo nekateri telefoni že to možnost, da dejansko pač fotografira v zaporednih, ne vem, pol sekunde razmika pa do 2 sekunde, ne, in potem takem v bistvu je tako fotografiranje lahko bolj zabavno zato, ker ne čakaš tistega enega točnega trenutka in stojiš, ne, in se smejiš in ne čakaš, da se bo bliskavica zasvetla, ne, in da boš ti pač bil super na fotki, ne. Tukaj pa v bistvu, če veš, da pač, ne vem, imaš nastavljeno, ne vem, na 10 različnih fotografij v razmaku pol sekunde, pa lahko dejansko pač se tako obnašaš precej bolj naravno, se malo heca zraven, ne, in potem spet nastane fotografije, ki jih pač niti nisi nameraval narediti, pa so potem na koncu ti všeč, ne, to kot recimo tamle zadnja, ki se Bojan drži za glavo, medtem, ker to niso imela namena pač posnet, ne, ampak je pač tako nastalo, ker pač je obupal nad tem, kak sem si jaz zamislila fotografijo, ne. Tako da, ampak, kakor pač ja, hočem reči, lahko pač to vidim take zanimive, precej nepozirajoče fotografije, no, kak naj temu rečem. Tako da to je taka super funkcija, ki vam jo pač svetujem, da uporabite, če pač imate možnost na telefonu ali pa fotoaparatu. Na koncu smo spet pri tem, da so glih te nepričakovane fotografije na koncu najboljše, ne? Ja, vedno se vračamo k temu, se strinjam. Vrtimo okoli tega. Se pravi, super je imeti tiste lepe fotografije, ne, ki pač, ne vem, jih marsikdo vidi, predvsem v zadnjih letih na Instagram zaslonih, ampak na koncu so tisti najlepši spomini pač povezani z spontanimi trenutki, tako pač je vedno je. Ja, tukaj se je pojavilo vprašanje od Karine, kakšno pravilo ponavadi upoštevate za objavo slik iz potovanj, 1-2 izbrani sliki za Instagram oziroma Facebook, ali se poslužujete objave večjih slik? Kaj meniš, da je bolj zanimivo za sledilce? Ja, torej, moram reči, da mi dva nikoli se nisva toliko mislim, vse sva vedno uporabljala državne medije, sploh, ko sva bila na tem daljšem potovanju, že če ne drugega, da pač ne so doma vedeli, kaj se dogaja z nama. Jaz se nisva toliko javljala sicer, ampak nimam neke mere, točno bi nečesa pač uporabila. Ponavadi je pač tako, čist spontano, no pač, če je meni kakšna lokacija bolj všeč, ne, se pač je po vsej verjetnosti bom pač tudi na Facebook ali pa na Instagram objavila več objav z fotografijami, ne. Ne vem, tudi ponavadi jaz tako, no, vedno bolj večkrat potujem, manj imam svojih fotografij in se moram pač res direktno pač reči, lej, narediva tam 5 fotk, da jih mogoče res imam za Instagrama, ne. In potem v bistvu jaz rajši fotografiram obraze, kraje, imam v bistvu dosti več teh fotografij in potem, ko se gre za blog, tudi večinoma te uporabim na blogu in mi tudi majčkeno več časa namenim pač v programih, ne, kot so Lightroom ali Photoshop, ne, da pač ni potem na koncu neka fotografija všeč. Tako da ja, nimam merila, je pa mislim, da kaj je najbolj. Jaz sem opazila, da je ful pomembno, jaz mislim, da je najbolj pomembno to, da si pač avtentičen in pač poskušaš biti ti, ne, ker, ne vem, recimo za sledilce, recimo pri najnih sledilcih, ne, na Instagramu je vedno največji učinek, so imele fotografije, kjer sva pač midva imela kakšno zabavno ali pa hecno pozo in v bistvu za to pozo se, ne vem, to pozicijo ali to sliko se niti nisva trudila, ampak ker sva pač midva bolj hecna, ne, je pač taka nastala. In v bistvu, ker pač s tem pokažeš, ne, neko svojo osebnost, ne, in potem v bistvu tudi se sledilci lažje pač s tem povežejo, ne. Tako da ne vem, če si ti nekdo, ki, ne vem, rad hodi v hribe in ima, ne vem, je vedno športno oblečen, pa to, potem, ne vem, če se oblečeš v super oblekico, če zdaj karikiram in se postaviš, ne vem, nekam, ne, bo izgledalo precej bolj umetno,
kot pa če poskušaš biti ti in si lahko, in bo fotografija vseeno super, ne glede na to, kaj imaš oblečeno, ne, in kje stojiš. No, tukaj se je pojavilo še eno vprašanje. Imate poleg telefona tudi navadni fotoaparat za kakšne posebne fotografije, učinke? Ja, jaz imam, ja, v bistvu že nekaj letno, jaz sem si od majhnega želela zrcalno refleksni fotoaparat in sem potem, mislim, da prvega kupila, ne vem, 2013, 2014, no, pa sem ga potem majčkeno prerasla, tako da zdaj pač imam nekje en tak zrcalno refleksni fotoaparat srednjega ranga, ni nič posebnega, še vedno varčujem za nove objektive, ker konec koncev so tisti precej večji finančni zalogaj, kot pa samo telo fotoaparata, da se lahko pokažem. Nimam toliko opreme, sploh ne, da uporabljam Nikonovga in sicer tole je en tako čisto osnovn, precej poceni objektiv, ki pa je zelo lep za kakšne bližnje fotografije in pa za portrete, za detajle. In pa potem tega, ki je pa v bistvu prišel zraven, ki pa ni v bistvu nič kaj posebnega. No? Tako da jaz to uporabljam, pa ker sem dost mava, pač ne vem, če greva na kakšne bolj avanturistične stvari, se pravi, ali pa ne vem, se greva potapljati, ali pa ne vem, z gorskimi kolesi, ne, potem pač mava tudi GoPro, že en precej star model, ki pa navadi umre v najbolj neprimernih trenutkih. Ja, ne, tako da, in pa pač seveda telefon, ampak se pravim, ne, če se ti ne vem, pač jaz nisem dober fotograf, da ne bo pomote, ne, niti mislim, da je dosti kater popotnik boljši fotograf od mene, ne, ampak pač nekako uživam, ne, v tem, da pač fotografiram kaj drugega, ne, tudi naravo in te stvari, kot sem prej omenila, zato pač je to, pač imam še nek tak fotoaparat, ampak v resnici so današnji telefoni pač vsem že toliko zmožni, ne, narediti dobro fotografijo, ne, da pač, če nimate namena, ne vem, nekega, ne vem, se pač ukvarjati s tem, ne, ali pa imate sam pač, ne vem, za nek svoj gust, v resnici ne rabiš, ne, nekega takega fotoaparata, ne, lahko imaš tudi precej manjšega, ker konec konca, ne, jaz si pač dostikrat želim, da ne bi tega, ne, nosila s sabo, ker pač sploh v kakšnih množicah ali pa kaj je pač ni vredo, da vedno to vlečeš iz nahrbtnika in uporabljaš, ne, ni vsakič primeren, ne, tako da pač se pravi, najboljši fotoaparat je tisti, ki ga imaš v trenutku s sabo in lahko pač posnameš nek trenutek. Jaz se čisto v vsem s tabo strinjam, jaz tudi grem na potovanje vedno s fotoaparatom, tudi z GoProjem, pa z navadnim telefonom in včasih se vprašam, zakaj se s sabo jemljem, če na koncu rabim 5 let, da se pripravim, ga lahko slika. Pa še da ga moram dvakrat bolj kot pa telefone. Da, je pa GoPro navadi tudi v pomembnih trenutkih, pa ga ne gre prižgati. To sem skoraj na vsakem drugem izletu oziroma potovanju doživel, tako da. Ja. Pa evo se tudi vprašanje od Anje, kako shranjujete fotografije na potovanju? Ja, nisem najbolj vestna, ampak se trudim. Torej, kako shranjujeva? Se pravi, poskušam vsakih nekaj dni fotografije prenesti iz spominske kartice na računalnik, ali pa pač vedno je s sabo dobro imeti pač, ne vem, 2 spominski kartici, ne, če ena postane polna, pod primeru, da uporabljaš fotoaparata, ne, sicer ne. Sicer pa lahko tudi prek kabla fotografije preneseš na računalnik ali pa direktno, če slikaš samo s telefonom, in lahko naložiš na Google Drive recimo ali pa na Dropbox, ne, to že vsi uporabljamo in tudi recimo doma potem, ker pač fotografije ponavadi je tako, imam prvo kopijo na računalniku, potem gre naslednja kopije gre na zunanji disk in potem se naredi še ena kopija v Google Drive, ne, zato ker pač se fotografije vse preveč rade izgubljajo, ne. Ampak saj pravim, včasih kar nisem dovolj vestna, ne, in potem ostanejo neurejene fotografije, ki je tako da ja, to je en tak proces, ne, ker če ima več fotografij, si po moje, kar moraš ga zastaviti, ne, da pač slediš samemu sebi in da ne zgubiš fotografij. Drugače pa najboljše je online, res, da potem se sigurno ne bojo zbrisale po pomoti. Ali pa, če ti kdo kaj okrade, ali pa če se kaj zbriše iz spominske kartice. Torej, ja. No, pa še na hitro, mogoče tegale smo se že prej dotaknili, pa še zdaj mogoče sem na hitro enkrat povem, ker sem rekla, pač slikajte se, kakor se pač, dajte svojo osebnost ven, ne, ni treba pač v bistvu iti točno tja, kjer so vsi, ne, in tale prizor, ne, verjetno precej znan, ker mislim, da vsi, ne, Bali je tako zelo znana destinacija, tudi ena moja najljubša destinacija skoraj, no, na celi Frnikoli. In verjetno, ja, no, evo, ja, jaz že odkar sva prišla iz Balija, govorim, kdaj bova šla spet nazaj, ne.
upam, da letos. No, in tale vrata so precej znana, to je tako fotografija, ki se pač pojavlja po celem spletu in vsi imajo tako eno in isto fotografijo, tako se pač pojavlja, ne. Ampak realnost je taka, da ko prideš sem, tukaj stoji v vrsti 350 ljudi vsaj, ne, tukaj ni bilo gneček, je bila ura tik pred sončnim zahodom. In se pač stojijo za fotografijo, ki traja tako, da ti fotograf reče 1, 2, 3 sekunde, obrni se 1, 2, 3 sekunde in dobiš fotografijo in moraš iti stran, ne. Seveda, jaz nisem tam stala, ne, v vrsti, ampak hočem reči, da včasih pač dovolj, da greš samo okrog ovinka, ne. Recimo ta tempelj konkretno ima precej več, ta kompleks ima precej več templov in mi da sva šla do naslednjega peš, kjer ni bilo žive duše. Ampak konec koncev se ne rabiš niti do naslednjega templa peš, ker recimo ta fotografija na sredini, kjer sem pač popolnoma sama, je slikana samo iz druge strani vrat. Se pravi, od spodaj navzgor in tam ni bilo niti enega človeka, ne. Tako da, pa konec koncev ima dosti manj ljudi potem takšno fotografijo, pa je vseeno luštna, ne, pa vseeno, ne vem, ta vrata se imenujejo vrata v nebesa, pa ne, je vidko lahko spomni na takšno stvar in mogoče pač ti lahko tudi privarčuješ čas, pa greš kaj drugega ta čas pogledati, ne. Tako en tak čist majhen nasvetek. Evo, da še na tole mečken bolj za šalo, bolj za res, ne, majhne skrivnosti velikih mojstrov, jaz nisem veliki mojster, ampak ne, kaj dostikrat pač se da narediti, ne, tudi že z mnogimi programi na telefonu je, da pač mečken popravimo fotografije, ne, ali pač v primeru, ne, če smo bolj perfekcionisti, ne, tudi kakšno stvar odstranimo. In tako pač, naprimer, mi je na eni fotografiji šla na živce ena tabla, ki se je videla pri tistem Infinity Poolu, pa jo pač odstraniš, ne, in v Mavrična gora na drugi strani je v Argentini, ne, me je Bojan Slikovic, na koncu je bilo nekaj ljudi tam za mano. Vse so čisto majhni, ne, pa konec koncev sploh ni pomembno, ne, vseeno se spomniš nekega trenutka, ampak ker sem želela fotografijo za blog, pa sem si zamislila, da bi bilo lepše, če bi bila tam sama. Trik, ne, to je zelo preprosto, z nekaj kliki, ne, se naredi v programih in v bistvu imaš drugačno fotografijo. To marsikdo uporablja. Tako da naj vas ne zavede fotografije zelo znanih prostorov, kjer ni nikogar. To so vse pobrisani ljudje. In pa zadnja stvar, ki sem že tako omenila, pač ne se pozabiti zabavati, ne, super so tiste fotografije, ker smo super zgledamo, ne, z pravega kota, jaz tudi vem, kjer prav kot je moj, ne, ampak dajte biti to, kar ste, na potovanje so itak taka najboljša stvar na svetu, sploh če mene vprašate. In en take zabavne fotografije, ne, ki bojo ovelikovečile neke posebne trenutke, ki so pač bili tam, ne, so pač potem tiste, ki so najlepše na koncu, ne. Te trenutno tukaj so spet, tako kot si rekel tile, ne, so pač prišla do tega, da v bistvu so potem takšne fotografije, ki niso planirane, ponavadi tiste, ki jih najrajši pogledaš. Točno tako, točno tako. Tako da ja, no to je bilo, kar se tiče moje predstavitve vse. Če ima kdorkoli kakšno vprašanje, zdaj lahko natipka, drugače lahko obiščete najin blog, mi pišete na Instagramu, mogoče ne pogledam čisto vsak dan, se pravi, nisem najbolj za ta družbeno mrežje, ampak vsekakor bom odpisala, z veseljem odpišem tudi na mail in karkoli vas zanima, me lahko pač kontaktirate. No, tukaj se pa še pojavilo eno vprašanje zate, Sandra. Klaro, zanima, torej, zdravo, jaz imam problem, da vedno, ko prosim nekoga mimo idočega, skoraj nikoli slika ni lepa. S telefonom seveda, vedno nas, oziroma naju ujame v obupnih pozah, potem pa, ker mi je neprijetno reči, da naj nas slikajo še enkrat, potem pa hodimo od enega do drugega neznanca, da bi dobila vse eno dobro Instagram sliko. Imaš izkušnje, katerega neznanca izbrati za dobro fotografijo? Ja, jaz svojega neznanca nosim s seboj. Mogoče se bo smešno slišalo, ampak to je to. Jaz sem nehala prositi ljudi. Bojan je verjetno edina oseba, ki še mene fotografira, zato ker že približno ve, kaj si zamislim. Drugače pa, ja, veste koga. Recimo, če želiš lepo fotografijo za Instagram, verjetno nisi edina na tisti točki, ki si želi lepo fotografijo za Instagrama, ne, saj marsikatera pač punca si tega želi, ne, tako da jaz ti svetujem, da mogoče, da se obrneš na še kakšno tako, ker vidiš, da poskuša sama sebe fotografirati in ona bo najbrž z veseljem
mislim, bo dosti bolj potrpežljiva, no, in bo z veseljem naredila kakšno fotko več, kot pa mogoče kdo drug, ja. Tako da mogoče poskušaš najti sebe enake popotnike. Ja, zdaj bomo pa povedali še zadnje vprašanje, ker nas tudi malo časa priganja, tako da krajše vprašanje. Torej, Anja zanima, koliko popotniških fotografij ste že ustvarila, če veste približno število? To je dobro vprašanje. Anja. Ne. Če bi rekla na 1000, je verjetno premalo, mogoče smo že kar na 5-mestni številki najbrž. V vseh teh letih potovanj, sploh pa seveda se jih je nabralo v enem letu potovanja, ne vem, ker ves čas v bistvu fotografiraš, ne, že tam je takšna količina in še toliko neurejenih in takšnih, ki verjetno nikoli ne bojo ogledali luči, ne. Tako da ja, ogromno. Albumov pa ne delam, ker nisem vesna, čeprav bi to znalo biti dobra ideja za prihodnost. Ja, za primerjavo, jaz sem na primer na enem trodnevnem izletu potovanju ustvaril preko 1000 slik, tako da če bolj seštejem vse to, je za to, koliko sem star, že ogromno. Tako da ja. No, moram reči, da če dlje časa potuješ, se vseeno nekako navadiš, da dejansko jih narediš manj, pa ker si že toliko zverziran, so tiste hitro, mislim, so prej boljše in jih zato ne rabiš toliko narediti, ne. Tudi potem, recimo, ko pišeš blog, nekako veš, kaj želiš ujeti imaš v mislih, ne, o čem boš pisal in mogoče bolj tisto fotografiraš, ne. Se usmeriš v tisto, kar veš, da boš potem kasneje potreboval, ne. Ja, to je prav. Torej, dragi gledalci, zdaj smo pa na koncu naše oddaje. Še enkrat se vprašamo, da še na katero ostalo vprašanje ne bomo odgovorili, lahko pa to vprašanje pošljete Sandri na njen Instagram, ki je naveden v okvirčku spodaj. Po mojem mnenju smo danes izvedeli veliko novega, se novega tudi naučili, kljub temu, da smo že vsi profesionalci v selfijih, ne, skoraj ni potovanja brez kakšne takšne slike, tako da nič novega za nas. Poleg tega so nas te fotografije spet ponesle v širni svet in nam pustile sanjati o doživetjih, ki pretijo na nas, ne, še posebej na mlade. Seveda pa moramo biti tudi še strpni, ne, zaradi teh korona časov, ne, tako da upam, da bo ta trud tudi poplačan. Zahvalil bi se rad današnji gosti. Hvala, Sandra, za tvoj trud, čas, za predstavitev in da si nam zaupala, delila svoje izkušnje, tudi slike z nami. Hvala tebi, Tilen, za povabilo. Želimo ti tudi veliko nepozabnih potovanj, slik, selfijev v bližnji prihodnosti in lahko rečem tudi ostani zdrava. Dragi gosti, vas pa še enkrat pozivam, da obiščete našo spletno stran z revijo Globetrotter in spletno stran Sandre in Bojana. Preden pa zapustimo naše tako rekoč znucane ekrane, pa vas vabim na naslednjo oddajo, ki bo potekala čez 2 tedna v četrtek 13. maja, torej spet ob isti uri, 21. uri, kjer pa bomo govorili o potovanju v času korone. Gosta bosta pa Simona in Jure Čuček. Tako da, to je z moje strani vse. Sandra, če še imaš kaj zapovedati? Ne, razen tega, da prijetna potepanja vam želim, ko bo to mogoče, zaenkrat bolj naši okolici, kasneje pa tudi kam dlje. Ostanite zdravi in se vidimo. Tako je, torej zahvaljujemo se vam za obisk naše oddaje, za vašo podporo, ter vas lepo pozdravljamo. Vsi ostanite zdravi in lep večer še naprej, ne? Tako da se vidimo. Čau.